Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novem delu oziroma epizodi Popotniškega snepa. Z vami sem moderator Tilen Nipič, tokrat v vlogi gosta, tudi z mojo boljšo polovico. Lep pozdrav tudi z moje strani. In tako vam bomo skupaj predstavljali najno zadnje oziroma najbolj sveže popotovanje, ne? In to je popotovanje po ameriškem Midwestu. Torej začetek za tiste, ki so prvi z nami. Popotniško združenje Slovenije je nevladna organizacija, ki deluje na področju mladinskega in trajnostnega turizma in se ukvarja s tem povezanimi projekti. Recimo popotniško oddajo Popotniški snap je del teh projektov, prav tako pa tudi spletna revija Globetrotter, na kateri lahko najdete več potopisnih člankov, nasvetov za potovanje in tako naprej. Tako da ste vabljeni k branju. Danes, ker je to zadnja epizoda 5. sezone, poteka tudi nagradna igra. Torej, po koncu oddaje, oziroma do jutri do 12. ure, imate na voljo, da pošljete mail z odgovorom na nagradno vprašanje, ki ga bom razkril tekom oddaje, in geslom, ki bo dejansko predstavljeno tudi v oddaji. Na koncu pošljete torej to geslo, skupaj z vašimi osebnimi podatki, na e-poštni naslov Popotniškega združenja in lahko ste žrebani za brezplačno popotniško majico. Tako da mislim, da je čas, da kar pričnemo s Tejo. Tako da ja, sedaj bomo pripravili predstavitev. Evo, skočim, tako. Sam začetek najne ture po Midwestu in evo, bo še da kar ti to poveš na začetku, Teja. Evo. Ja, torej, ta zemljevid prikazuje najno krožno turo po ameriškem Midwestu, ki sva jo pričela v mestu Chicago. Tja sva letela iz Dunaja. Mogoče zgleda, kot da je to nek mali del Amerike, ki sva ga midva odkrila, ampak v resnici so razdalje res velike. Torej, še malo od bližje, torej se vidi teh 10 mest, ki sva jih obiskala. Ja, obiskala smo kar 10 mest, pa še tudi druge postojanke na poti. In tako smo prečkala kar 6 držav, ne? Illinois, Michigan, Ohio, Indiana, Missouri in Wisconsin. Prehodila sta 236 kilometrov. Za transport pa sva uporabljala pač vse oblike transporta, no? Torej letalo. Tudi med mesti, ne samo, da smo prišla na ta kontinent, ladjo, vlak, avtobus pa L. Torej, kaj sploh predstavlja ta črka L v Chicago? Imajo posebno obliko metroja, ki je dejansko dvigen nad cesto. In ker je pač v angleščini to pomeni elevated metro, ne? Elevated je zato kratica L. Je pa tudi to en izmed simbolov Chicago, ki ga bomo bolje pokazala na najnih fotografijah. Pa po poti smo tudi izgubila le eno avtobusno vozovnico. To je bil dejansko največji pripletljaj, ne? Tega smo imeli kar veliko srečo. Pa še ta vozovnica mislim, da je bila brezplačna, če se ne motim, oziroma smo jo prejela pro bono. Tako da, ja. Začnimo kar s Chicagom. Začetek nekaj fotografij nebotičnikov. Torej, Chicago kot prestolnica Midwesta, te ameriške regije, te prerijske pokrajine, travnate pokrajine, ravninske pokrajine, dejansko po populaciji tretje največje mesto v Ameriki in v zgodovini bilo tudi eno najhitreje rastočih mest na celem planetu. Kot vidite na fotografijah, mesto so stalo številne botičniki, ki res sega visoke višine. Tisti, ki še niste obiskali takšnih velemest, to je ob obisku takšnih mest, to pač čisto poseben občutek, ko se dejansko zazrete v nebo in iščete te konice, vrhe, ki so tako zelo oddaljeni. Na levi strani, to je en izmed teh znamenitih čikaških stolpnic, to je bivši John Hancock Center, oziroma danes mislim, da 875 North Michigan Ave, torej kar naslov ulice je tudi ime te stolpnice, ki pa je visoka kar, mislim, 344 metrov in vrh te stolpnice smo tudi obiskala, ampak fotografije z tega bo pokazane v drugem delu, ker smo na poti nazaj obiskala vrh, ne. In tukaj smo tudi poskusili eno posebno turistično doživetje, in to tudi zvečer po noči, ko so bile te lučke, tako da smo se lahko gledala mesto tudi po noči z takšne višine. Ampak več o tem bo pa v drugem prihodnjem delu, no. Če nadaljujem, evo, s temi fotografijami, najdete tudi takšne zgodovinske stavbe, lepo hranjene med nebotičniki. Zanimivo je, da stavba take stare arhitekture zgleda, kot da ne paše med vse te nebotičnike, ampak v resnici je bila že pred njimi tam. In ta stavba na sliki je v bistvu ena katedrala v središču mesta, ki pa je posebno prav zato, ker je preživela
čikaški požar, to je ena izmed redkih stavb, ki je preživela požar, ki se je zgodil leta 1871, ko je pogorel en velik delež mesta. In na tej desni sliki se pač vidi ta ožgan zvonik, ki naj bi bil ožgan v požaru. Ja, ta požar je kar bil pomembna prelomnica v zgodovini mesta. Več kot 100,000 domov je bilo požgano, oziroma več kot 100,000 ljudi je dejansko ostalo brez strehe nad glavo. Mislim, tretjina mesta je bilo požganega. In kaj je zanimivo, Chicago je predtem bil, torej v zgodovini je bil prestolnica, glavno mesto za razvoj pač te lesne industrije, in je večina hiš in zgradb bila pač zgrajena ravno iz lesa. Po požaru so pa začeli uporabljati druge materiale, ki so bolj odporni na požar, torej od čikaške opeke do teh jeklenih konstrukcij, betona in tako naprej. In zaradi tega se dejansko so rodili nebotičniki. Chicago velja za resno mesto nebotičnikov. In večino tega, za sploh arhitekture, bomo tudi midva vam danes odkrila. Tako da če nadaljujemo še s temi fotografijami. Tako izgleda tudi te vhodi v stavbe, ki so tako znameniti ameriški, taki impozantni. S temi vrtljivimi vrati, Ja, prav v tem art deco stilu. Evo, in tukaj smo pa prišli pol do Čikaške reke. In to, kar se vidi nasproti reke, to okrožje, to je dejansko okrožje Loop, to je downtown Chicaga, torej mestno jedro. Drugače pa zakaj je Čikaška reka tako pomembna, ne samo zaradi teh dvižnih mostov, ki ste videli na različnih fotografijah, verjetno teh rdečih mostov, ki se dejansko odpirajo, ampak tudi zaradi tega, ker je to edina reka na svetu, ki dejansko teče zvratno in so v zgodovini dejansko spremenili njen tok. Pač Chicago zaradi industrije je bilo zelo onesnaženo mesto in ta onesnaženost se dejansko prenašala po reki v Michigansko jezero, kar je bil velik problem, ker je dejansko Michigansko jezero postalo pomemben vir pitne vode za mesto. Zato so pač se odločili, da se s tem spopadajo tako, da pač preusmerijo tok reke in potisnejo vso umazanijo po tej reki navzdol vse do reke Mississippi in naj se pač po domače povedano drugi ukvarjajo s tem. Tako da edini, ki so bili s tem zadovoljni, so bili ravno prebivalci Chicaga. Ampak danes to velja za nek poseben inženirski dosežek, dejansko Amerike celotne. Ja, to je še nekaj fotografij ob reki. Ja, te stolpnice mogoče prepoznate, da je ta na levi podobna tisti v Dubaju, v stavbi Burj Khalifa, ker je v bistvu zasnoval enak arhitekturni biro. Na sredinski sliki je ta zanimiv semafor, potem pa še na desni sliki pa tudi ena taka zelo impozantna stavba. Ja, ki ste verjetno videli tudi v različnih filmih, v zakulisju. Evo, še nadaljujemo s pogledom pač z mostu na Čikaško reko. To je čikaška zastava dejansko. Ima dve modri liniji, prva predstavlja reko Chicago, druga jezero Michigan, pa 4 zvezdice, rdeče zvezde, ki predstavlja pomembne dogodke v čikaški zgodovini. In prvi dogodek je bila ravno ta trdnjava, ki se je tu na območju bivše postojanke, prve postojanke razvila, to je Fort Dearborn, če se ne motim. Druga zvezda predstavlja čikaški požar leta 1871. Ostali dve pa predstavljate svetovni razstavi, ki ste se odvijali v Chicago. Prva je bila torej leta 1893, druga pa leta 1933. In to so vsi pomembnejši dogodki v zgodovini razvoja mesta. Ja, na tej sliki pa je še ta most, iz katerega so se preslikala. Ti mostovi se v bistvu dvigujejo, torej če si predstavljate, se tak narazen odpre. Imajo prav določen dan v tednu, ko si lahko ladijska plovila rezervirajo termin, da jim odprejo te mostove. In je to tudi svojevrsten dogodek za obiskovalce. Nažalost pa, ko sem videla, tam ni bilo nobenega tega načrtovanega odprtja, tako da nisva tega videla. Še ena stvar pri tej reki Čikaški je pa, da ko praznujejo praznik svetega Patrika, celo reko s posebnimi barvili obarvajo zeleno, živo zeleno. In je to res nekaj posebnega. In dejansko res praznujejo praznik tega irskega zavetnika. Ja, in če pol nadaljujemo, nadaljevali smo preko mosta na drugo stran reke in ta ulica, ob morju ta cesta,
ki se imenuje, ki je dejansko tudi znamenitost Chicaga, prav poseben simbol je Wacker Drive. Zakaj je tako posebno? Zato, ker se nahaja v 3 slojih oziroma v 3 ravneh. To je dejansko, tako kot sem rekel, ob nabrežju reke in je tudi torej, prav posebna stvar Chicago. No, tudi bilo snemano veliko filmov, tudi Batman od Christopher Nolana, tako da ste verjetno videli prizore, ki so bili snemani v teh, lahko rečem, nekih podvozih. No. Evo, še več fotografij z tega Wacker Drive-a, ki ima torej na nekaterih mestih tudi 3 etaže. No. Na tem se pa tudi turisti oziroma obiskovalci mesta pritožujejo, zato ker GPS v teh etažah ne deluje in se zelo hitro človek zgubi v vseh teh ovinkih in nadstropjih, da je malo teže za navigirati po teh cestah. Se kljub tem fotografijam zgleda prazno, je da reče to zelo turbulentno, no, zelo prometni koridori, so to pomembni prometni koridori, tako da to je potrebno biti previden. Evo, ja, če še nadaljujemo z nekaj stavbami. No, Ja, to so te velike medijske hiše, ki so pač imele sedež v Chicagu, recimo Chicago Tribune časopis in pa ta medijska hiša NBC. Pa še nekaj fotografij teh dejansko nebotičnikov, oziroma lahko rečem kar blokov stanovanjskih. Tukaj tudi vidite ta sredinska stavba, no, od desne proti levi, ta druga ima tudi takšno posebnost, ta okna, ta arhitekturni element se mu reče prav čikaško okno. Zdaj se ne bom spuščal v te podrobnosti, no, dejansko bomo več o arhitekturi razlagali tudi v najnih potopisih, ki bodo v prihodnjih mesecih v živo izvedeni. Tako da več poudarka o tem bo takrat, ampak ja, tudi ena posebnost Chicaga. No. Tukaj so začeli ustvarjati ta večja okna, no, nasploh v nebotičniki, no, ki so danes prav tudi simbol mesta. No, od središča mesta pa so potem ob reki nadaljevala pot do pomola, tik ob jezeru, torej imenuje se Navy Pier in je narejen pač stil teh tipičnih ameriških pomolov, na katerih so zabaviščni parki, restauracije, bari, kjer se zelo dosti dogaja. Kar je pa zanimivo, to jezero Michigan je tako veliko, da imaš občutek, kot da si na morju. Po površini, da si lahko lažje predstavljate, veliko za več kot 2 Sloveniji, teda ne vidiš niti roba ene, niti druge obale, tako da je res občutek, kot da si na morju. Ja, in ta pomol tudi verjetno spominja marsikoga na Santa Monica Pier, ne, v Los Angelesu, pa na ostale podobne pomole, ki se nahajajo na takšnih krajih, no, pa so značilni za Ameriko. Tu še nekaj fotografij, spustitve na ta Wacker Drive, ne. Ja, to je spet fotografija stolpnice, v glavnem to je eden izmed najvišjih nebotičnikov v Chicagu, mislim, da se mu reče Aon Center, in tudi vsega preko 300 metrov, no, v višino. In spominjam tudi na enega izmed bivših dvojčkov, ne, po izgledu. Na desni fotografiji je tudi ena posebna stavba, ki naj bi simbolizirala torej valovanje vode, Aqua Tower, ne. Pa na levi strani sta tudi ob nabrežju 2 prav znameniti stavbi. Ne. Ja, mogoče vas spominjate na kakšen poljski pridelek, recimo na koruzni storž. Dejansko pa se imenuje ta stavba Marina City in čeprav izgleda tako futuristično ali pa moderno, je to stavba iz leta 1963. Zanimiva pa je arhitekturna delitev te stavbe, recimo prvih 20 nadstropij je garaža, zgornjih 40 nadstropij pa sestavljajo stanovanja, ki niso tipičnih pravokotnih oblik, ampak so v takšni obliki cvetnega lističa ali pa koruznega zrnja. Da je pa stanovanje še bolj luksuzno ali pa življenje tukaj še bolj luksuzno, pa ima ta kompleks tudi svoje pristanišče čisto spodaj. Ja, to je dejansko prav mesto v mestu, ne? Mesto znotraj mesta, tako mu tudi pravijo. Ja, še ena fotografija tega Marina Cityja. In midva smo se ta dan tudi odpravila torej na arhitekturno turo z ladjico po Čikaški reki, torej na majhno križarjenje po Čikaški reki. Arhitektura kot eden izmed poglavitnih takih dejansko glavnih, lahko rečem, identitet mesta, ne, se dejansko zelo v turizmu uporablja. Veliko je teh tur arhitekturnih, ki se dejansko po celem mestu izvajajo. In ko sem se mi dejansko peljala z ladjico, smo si pač ogledala in poslušala informacije o teh zanimivih stavbah in na desni recimo to zgleda kot skladišče, desna slika spodaj, v resnici pa je to pač taka rdečkasta stavba s to čikaško rdečo opeko
in to je sedež Enciklopedije Britannica. Levo zgore, to pa je Merchandise Mart, to pa je zdaj druga največja po površini stavba na svetu, takoj za Pentagonom, tudi v Art Deco stilu. In kot lahko vidite na teh fotografijah, je to res masivna stavba. Ne? Mislim, da je imela kar nekaj desetletij svojo poštno številko zaradi obsega, ki je dejansko, površine, ki je dejansko obsegala ta stavba. Ne? Je obsega kar 2 ulici in po površini je to veliko več kot 300,000 kvadratnih metrov, teda si lahko predstavljate, kakšna masovna stavba je to. Dejansko pa pročelje zgleda tako. No. Mislim, to še dejansko noter v celino, ne? Še ima svoje, še druge stranice, ni to samo ena fasada. Ampak je res taka vele blagovnica. No? Ja, so šla tudi noter in v bistvu so samo neke trgovine, fitness, prostori in restauracije. Splošno, pač vse, kar se da, ampak ni bilo tako obljudeno, kot smo pričakovali, da bo. No. Ampak po mojem najdete čisto vse, kar je možno tukaj. Pol pa še nadalje, evo, križarjenje po Čikaški reki, te stavbe. No. Ja, tu nam je ta vodič nam je tukaj predstavil. Na tej desni sliki vidite neko staro skladišče, ki so ga preuredili v stanovanjske prostore in s tem namenom so tudi obesili te balkone, v bistvu iz zidov, tako da visijo navzdol. Ja, dejansko so to območje ob reki, kot industrijsko, zdaj bivalne soseske, pa tudi načrtujejo nove bivalne soseske, ne? Tako da se veliko gradi, tako Chicago tako ali tako cveti, no, zaradi takšnih gradenj, ampak seveda tukaj so pa tudi nepremičnine izjemno drage, no? Tudi v milijone gredo, ne? Ta stanovanje sploh ob centru, ob tej reki, tako da ja. Za tiste ljubitelje Batmana, kot sem prej omenil, oziroma temnega viteza, no? Tudi uvodni prizor, no, ko ropajo banko, to stavbo na levi in se z te stavbe na desni, torej z črne stavbe spustijo. To v resnici je stara pošta, ne, tako da, če primerjamo, so poskušali ropati današnjo pošto, ampak to je bil prvi prizor z tega filma, drugega dela, no, tega filma snemen. In še nekaj fotografij z ladjice. Pa eden izmed teh ostankov industrije, ne. Taki dvižni most, ki se v bistvu potem dvigne, ko ladja zapelje v pristanišče, kar je pa zanimivo, je pa ta hiška, ki stoji gor na mostu in se v bistvu dvigne skupaj z njim tako vertikalno in naredi prostor za ladje. Ja, pa da po tej reki lahko plujejo, no, mislim, pa se pač tudi ustavijo po poti, no, kjer so pač pristanišče. Tako. In še nekaj fotografij teh stavb ob reki. Levo zgor lahko vidite, kako blizu so nove zgradbe gradili, ta starim, ne? Da se res gre na manj kot metre. Ja. Levo spodaj je pa ta River Walk. River Walk na teh fotografijah lahko vidite, to je taka pot ob jezeru, no, ki so odprli leta 2016. Tukaj predlagamo sprehod, če posebej začer. V Lučkah mi, da so si zadnji dan, ko smo se vrnili okoli Midwesta in tukaj postala, smo tukaj privoščali tudi večerjo, ne? Ja, taki živahen predel mesta je tu. Ja, dejansko to zelo zaživi po noči, ne. Tudi številni obrati so tukaj, ne, za glasbo in tako naprej, tako da je res, ja, je tak mondeni predel, ampak je vseeno neki, mislim, je življenje tukaj, no, vse s tem mestom v centru logično, da je vedno življenje pa v drugih soseskah, ne, tudi na obrobju. Ni samo ta blišč notranjosti, ta čudoviti del Chicaga, več bomo tako kasneje še povedala, ampak res, no, to priporočamo tukaj obisk. Pa tu še primer, kako se te arhitekturne šole, ki so bile v Chicagu prisotne, pač kombinirajo pri stavbah, ne. Vidite desno moderno zgradbo, pa levo Marina City, v sredini pa zgradba, ki je nastala v slogu pač arhitekturnega stila Bauhaus, zato je taka enostavno funkcionalna, na nek način je bila dostopna, že v konceptu dostopnosti tudi izgrajena, ne, brez ornamentov in tako naprej, ne. To je bil pač posebno obdobje v zgodovini, ko so dejansko gradili takšne nebotičnike. In zato je zaslužil tudi arhitekt, ki je dejansko iz Evrope prišel sem, torej Mies van der Rohe, en izmed utemeljitev Bauhaus gibanja. Na desni vidite spet to Bauhaus dizajn, v sredini je ena izmed veleblagovnic, ki sva obiskala, ne. Levo pa to čikaško gledališče, ki je tako kot tisto Broadwaysko v New Yorku. Zelo znano po teh broadwayskih predstavah. So nama povedali domači Slovenci v Clevelandu, da se bolj splača v Cleveland, ker za iste predstave lahko štejete pol manj, kot pa v Chicagu pa v New Yorku, ne. Tako da, če vas slučajno to zanima. Bomo prišli še danes do Clevelanda, tako da več o tem takrat. In to je ta dvigen metro nad mestnimi ulicami,
ki so ga pač, to je bil tudi cilj, da to doživimo. Ne samo vožnjo z njim, ker je tak sistem javnega potniškega prometa, ampak tudi, da se spodaj ustvarjamo te zanimive fotografije, no, ki se dejansko velikokrat prikažejo, ko tipkate Chicago v spletne brskalnike. Tudi včasih po noči smo opazili, kako je dejansko bliska zaradi elektrike, ko se pelje ta vlak mimo, ne? In kako dejansko to, kakšen hrup to povzroča, na kar se tudi potrebno navaditi, še vse tisti, ki stanujejo v teh ulicah, ko to dejansko odmeva, ne? So pa linije zelo frekventne, tako da se je zelo v bistvu fajn voziti s tem. No, na tej sliki je pa verjetno glavna znamenitost, ali pa najbolj poznana znamenitost mesta, in to je ta fižolček oziroma imenovan Cloud Gate, zato ker se oblaki tako odsevajo v njem. Lepo se sveti tu sredi Millennium Parka v središču mesta in je zelo priljubljena fototočka, kot vidite na sliki, je veliko turistov. Seveda smo si tudi mi šla to pogledati. Navdihnilo pa je, to skulpturo pa je navdihnilo ravno živo srebro, ne? Ja, mislim, mogoče vas, ko pogledate, danes svako spominja, ne, na to tekočo kovino. Ampak to je ena točka, ko boste videli, tu res gruče turistov, ko se fotografirajo, ne. Ja, to je najbolj obljudena točka iz najne izkušnje, ne. Je pa to v Millennium Parku, to je dejansko, mislim, 20 let star park, na novo prenovljen, s podzemno postavo, železniško in tako naprej, ki ima tudi zgoraj taki prostor za prireditve, to je J. Pritzker Pavilion, ki ga je zasnoval Frank Gehry, pa desno še ta znamenita fontana, ne, o kateri lahko poveš, kaj je posebnost te fontane. Ja, mogoče ima tako hecno ime, ker se reče Spit Fountain, torej fontana, ki pljuva, sta pa postavljeni sredini taki dve veliki kocki oziroma dva velika bloka s tema projekcijama dveh obrazov, in ko se fontana klopi, se v bistvu obrazoma razprejo usta in začne voda špricati ven in res gleda, kot da si pljuvata. Ja, to taka posebnost Chicaga, no, ampak seveda spet največji turistični gneči, no, ponovadi videno. Ja, evo, pa še ta posebnost Chicaga, ne? Ja, Chicago je zelo pomembno mesto tudi zaradi te poti Route 66, ki se tukaj prične in hkrati tudi konča, odvisno s katere strani potujete. Ta cesta je zelo zgodovinsko pomembna in povezuje Chicago z Los Angelesom, torej poteka čez celotno širino Združenih držav Amerike, dolga je pa približno 4000 kilometrov. In mislim, da prav nek način oziroma nek potovalni cilj Američanov, da pač prepotujejo to celotno cesto. Jaz sem na najnem bucket listu tudi, da enkrat dejansko se odpravimo na to pot. Ja, vse v naslednjem epizodi, na nadaljevanju tega pota bi se tudi predstavila, ker smo se obiskala eno takšno luškano mestece na poti, no. Tako da ja, ta Route 66 je res znamenitost celotne Amerike, ne, prav znamenitost. Ja, rečejo tudi Mother Road, ne. Na desni pa vidite to najvišjo stavbo, o kateri čez nekaj trenutkov več govora. To pred njo, ta rumena stavba je dejansko pa tudi zapor znotraj mesta, ne. Ja, še nekaj fotografij, spet v sredini je ta federalni center, ki spet delo arhitekta Miesa van der Rohe, v Bauhaus stilu. Pa na desni sliki lahko vidite, to je en izmed tudi popularnih filmskih lokacij za snemanje, ne. Tukaj so tudi snemali številne filme, no. Tako da, če vas mika dejansko ta filmska dediščina, ali ste pa filmski turist, priporočamo Chicago, no. Evo. Mislim, da ste ugotovili, da so mi tudi filmska oboževalca in turista. Ja, tudi na nek način, če se podamo po teh točkah, no, še posebej v tistih filmov, ki so nam res bili zanimivi, no, oziroma všeč. Ja, ta federalni center še z druge strani, pa znotraj tega centra, no, to je kompleks večje stavb kot neka četrt. Ja, to je znotraj mestne hiše, to smo se tudi gledala. To pa ni mestna hiša več, to pa je dejansko, kako se že reče postaja? To je Union Station, Ja. glavna železniška postaja. In tu so se potem tudi znašla čez nekaj dni, je pa res tudi to neka filmska lokacija, zelo velika hala, kjer potniki čakajo na svoje vlake, res lepo za pogledati. Pa tukaj so srečala. Ja, tukaj sva se srečala prvič z Amiši, s to skupnostjo Američanov, ki pač živijo na svoj poseben način, veliko potujejo tudi z vlaki.
To je bolj nek tak kulturni vidik najnega potovanja, da se tudi to skupnost srečajo. Na nek način se oni izogibajo vsega mehanskega, ne, tehnološkega, ampak pač pol jim ne preostane druge, kot pa če nam potujejo s kočijo, da pač potujejo z vlakom. Ne. Tako da na avtobusnih postajah jih boste tudi kdaj videli v Ameriki, pa sploh na železniških. No, na tej jih je bilo res ogromno, no, in bilo zanimivo opazovati. Mogoče bolj pristno, ne, se med sabo bolj pogovarjajo, pa karkoli, kot pa naprimer, da bi ždeli vsi na telefonih. In kaj takšnega. Evo, in če nadaljujemo, to pa je po moje simbol Chicaga, no, poleg Cloudgate oziroma Fižolčka, to pa je Willis stolp, oziroma predtem so ga imenovali Sears Tower. To je najvišja stolpnica Chicaga nekoč, oziroma mislim, na 25 let je bila to najvišja stavba sveta. In če se ne motim, je po višino meri, mislim, 445 metrov, oziroma, ja, če se ne motim, ne, oziroma 442 metrov. In predstavlja tak tudi poseben dizajn, kot vidite, tako po kockah je sestavljeno, no. In tukaj na desni sliki, oziroma na levi sliki, vrh desno, lahko rečemo desno ploska, tukaj zgoraj izstopajo takšne steklene komore, oziroma izstopajo ven takšni, kot vidite, delčki. No, tukaj bomo pokazala, ker tu gor smo tudi midva šla, ne, na to, temu se reče Skydeck, tako da, ja, sedaj bo tudi Se kar predstavimo tja. Drugače pa, kako si rekla, da domačini sploh ne uporabljajo imena Willis Tower, ne? Ne, če domačini vprašajo vas, kako se reče tej stavbi, ker rečete Sears Tower, zato ker je pač bolj priznano to staro ime kot pa Willis Tower. Willis Tower uporabljajo večinoma samo turisti. In ko smo se z nekom pogovarjali, dejansko ni vedel, kateri stolpi govorimo, ne? Pa smo samo pokazali, ki je to najvišja. In dejansko so Evo, in to je pogled z Skydecka. Tudi, pač to je taka kot okno, no, taka steklena kletka, ko pač stopiš za nekaj časa ven. Vse je zaprto, ne predušno, ni nikjer, ampak tudi tla so tako, pač čisto steklo, tako da se je kar lepo videlo tla pod nogami v globino. Pa to je en izmed najvišjih nadstropij, tako da se lahko predstavljate, kakšen pogled je to, teda tisti, ki imate strah pred višino, to svetujemo. Drugače pa to taka zelo popularna točka, ko pridete na vrh, tukaj se res čaka v koloni in imate pol 90 sekund, da se fotografirate. Najprej vas tu postavijo in vam rečejo, ne pogledate zgornji kot, kjer je kamera in vas oni fotografirajo, kjer vam pol ob odhodu iz stavbe seveda ponujajo te fotografije za izredno veliko ceno, visoko ceno. Pol pa imate vi sami 90 sekund, da naredite kakšno pozicijo, ker je to popularno in se to sami fotografirate, ne? Vmes, ko vas drugi gledajo, načeloma. Je tako po hitrem postopku. Ja. V eni te stekleni kletki dejansko vsake na svoji strani, ne, lahko kar spremlja tu 2, tam 2, pa pol, mislim, da so 4 take kletke, ne, da gre po hitrem postopku. Koliko smo plačala doli za to fotografijo, oziroma 2 fotografiji? Vse skupaj mislim, da so plačala več kot 30 evrov, 35 mogoče. Dolarjev, za vse. Dolarjev, ja. Mislim, res ti zaračunajo, no, za to fotografijo. Ampak če si že bil tam gor, pa si se slikal, pač potem še tisto fotografijo kupiš. Ja, rekla so, da pač. Nisem imela tako dobrih skupnih fotografij, pa sem rekla, da je tista lepša, ko smo videla, pa smo zato se naplačalo, čeprav je normalna cena. Kaj šle, da je bilo to študentu prilagojeno, ne? In evo, to je tak pogled, da je zemlja okrogla, ne, to je pač GoPro fotografija, ne, s tem širšim kotom. In to pa so pošle fotografije z celega nastropja, no, okolice. Zdaj lahko vidite, kako visoko se dejansko nahajamo, na več kot 400 metrih. Ampak te stavbe izgledajo pol dejansko manjše, dosti manjše, kot so v resnici, če iz tega zornega kota pogledamo. Od spodaj ne vidimo vrha, ne? Tukaj pa izgleda tako. Ta desni zeleni kost, tukaj vidite Millennium Park, levo se začne to severni del Chicaga. Ja, mogoče bolj bivalne, drage soseske, no, bolj. Tam sem jo tudi bivala v enem hostlu. Drugače pa, ja, to pa to, večina dela tukaj je downtowna, ne, od zadnje pa morje, ne? Morje, ja, jezero. Pač Michigansko jezero, ne, ki izgleda kot morje praktično. Ja, evo, in če še nadaljujemo po Chicago, to pa je bolj že pol obrobje, oziroma to smo se spustili bolj v južni del in smo si pogledali te industrijske spomenike, ne, to je ta most skupaj s temi skladišči predstavlja tak historični distrikt, ne, okrožje, in to mislim, da je Cermak Bridge. Ja, Cermak Bridge.
in tudi predstavljen izmed teh prvih teh dvižnih mostov na svoj način. To je prav posebej inovacija za tem, ki še danes v uporabi, spet tak poseben spomenik industriji. Se Chicago kot mesto je poznano po arhitekturi, po industriji, po organiziranem kriminalu, po katerem tudi poteka veliko turističnih produktov na to temo. Seveda tu mesto je poznano po najbolj znanem gangsterju, Al Caponetu. Ampak ja, mesto ima več obrazov, več zanimivosti skriva in mi smo si obiskali, pač smo vam pokazali ta center mesta, downtown, s Čikaško reko, ampak smo obiskali tudi obrobje južni del, zahodni del, severni del, vse. Teda, kar v Chicagu nema danes povedali, pa naslednjič, še. In evo, to še ta historični del, ko pač spominjam na to industrijsko preteklost Chicaga. Ja, evo, tukaj te števe na fotografiji. Ja. Ampak včasih lahko vidite na teh mostovih tudi kakšne razpoke, oziroma lahko vidite pod nogami reko in ko kakšen avto zapelje, oziroma kakšno drugo sredstvo zapelje, se tam most lahko kar zmaja, tako da ne vem, če ravno vsem prijetno hoditi po teh mostovih. Ja. Aha, ja, obiskali smo tudi Chinatown, Ja, tu imajo tudi kar veliko kitajsko četrt. Mislim, da so podatki, da 1/3 vsega kitajskega prebivalstva Chicaga tukaj živi. In je res polno restauracij, trgovin in res začutiš to njihovo tesno povezano skupnost. Ja. Še ta dvigen metro sistem. Ja, pol pa smo obiskala Palmer House. Zakaj bomo to stavbo izpostavila? Je tudi zato, ker ta stavba, mislim, da je najstarejši še delujoči hotel v Severni Ameriki, ne? Ja, Popravi, če se ne motim. Ja, odprli so ga istega leta, kot je bil tisti požar v Chicagu, torej 1871. Dejansko je bil požgan v požaru 2 tedna potem, ko se je odprl se tisti požar zgodil. Kar je pa neka romantična zgodba v ozadju tega hotela, pa je, da ga je ta gospod Palmer poklonil svoji ženi kot neko darilo. Ja, zdaj, mislim, da zato, če pogledamo, to so dejansko bili tajkuni, ko so gradili te stavbe. In to še posebej, kljub temu, da bi to večkrat bil postavljeno, ni bil samo enkrat na novo nazidan, mislim, da so 2-krat ali 3-krat. Ampak zakaj je pa tako poznan? Zdaj spada v verigo Hilton, ampak je ne samo zaradi notranjosti, pa kot nek luksuzni, tradicionalni zgodovinski hotel, ampak zato, ker se tukaj rodila ta sladica. In ta sladica je tudi nagradno vprašanje za nagradno igro današnje, torej za popotniško majico. Katera sladica je na sliki, zdaj bomo predstavila, katera sladica je to, ki je bila ustvarjena posebej za Expo oziroma svetovno razstavo leta 1893. Ja, to je znameniti brownie. Verjeli ali ne, ampak v Chicagu, v tem hotelu, v tej kuhinji se je rodil brownie. V bistvu si je ta žena gospoda Palmerja zaželela, da bi ženskam, ki so obiskale to svetovno razstavo, ponudila neko preprosto sladico, neko pecivo, ki bi ga lahko transportirala tja v škatlah. In zato si je njen kuhar izmislil ta brownie, ki je potem postal svetovno znan in zelo priljubljen. Kar se pa tam mogoče razlikuje od nekih ostalih sodobnih receptov, pa je, da ima na vrhu še orehe in pa marelično glazuro. Prikladno ga lahko kupite v trgovini hotela za $8 plus davek, ampak je res vredno, da poskusite to. Je zelo dobro, mislim, da je bilo. Tako da ne morem reči, da vedno da ta originalna verzija slabša kot te sodobne različice, ampak ja, zanimivo, da neka taka popularna stvar se je tukaj rodila. In pa še nadaljujemo z drugo kulinarično posebnostjo. Mogoče ta bolj poznana. Ja, ta čikaška pica. Ja, deep dish pica, ne? Ja, tako je pečena v taki globoki ponvi, v katero najprej naložijo to testo, ki je podobno testu za pito, tako krhko je. In kar je pa še posebej zanimivo, je pa, da je zložena v obratni smeri kot pri nas. Tukaj se sir nahaja čisto na dnu, mogoče se vidi na tej sliki desno spodaj. Nad sirom so potem ti neki dodatki, midva sem imela recimo neko meso in zelenjavo, na vrhu pa pride paradižnikova omaka. In to se potem zapeče in ti tako postrežejo v tej veliki ponvi.
Tukaj vseeno priporočava, da vzamete srednjo verzijo, ker že to je za dvakrat za logajno. Ja, dva se s tema dvema kosoma res najeta. Ja. Do sitega. Ja. Evo in še ostale posebnosti, ne, to je čikaški hodok, posebnost, ne, nekaj katerega je dejansko prepovedano dati kečap, ne, pa ta sendvič svinino, ne. Mislim, da je Italian beef, ne. govedina. Govedino, ja, pardon, z govedino, no. Ta Italian beef sandwich, ki je tudi posebnost, no, Chicago, čeprav. To so vse večinoma pač ustvarili preseljenci, ki so prišli v Chicago, ne, v prejšnjem stoletju in še prej. Ja. To tudi lahko omenimo kot posebnost kulinarično. Ja, to pa je ta Jim's Original je veriga lokalov, kjer strežejo te sendviče. Ampak manjša veriga, ne? Ni mislim, manjša veriga, ja. Nekaj lokalov samo po Chicago. Nekaj poslovalnice. Ampak kaj je posebno s to verigo je, da je ustanovil Jugoslovan oziroma makedonskega porekla gospod Jimmy Stefanović in sestavlja ga pa taka klobasica, ki je podobna naši kranjski klobasi, pa ta karamelizirana čebula in vsi ostali dodatki. Je pa kar popularno. No? Ja, pa zelo poceni, ne? Pa dobro, hiter privizek, to je spet ameriška hitra hrana, ne? Ampak mislim, so vseeno posebnosti, tako da bo še to predstavimo kot pa. Evo, in pol, s tem zaključujeva prvi del Chicaga. Pol v Chicago mogo lahko se spet vrnemo tja, ko narediva krog po Midwestu. In naslednja točka bi Detroit, torej na Detroit smo se odpravili s letalom iz Chicaga. Ne, in koliko se podrovalo, mislim, da manj kot 1 uro z letalom, ja, zelo ugodno, 3/4 ure. z nizkocenovnim letom in evo, smo prišla v Detroit, industrijsko mesto, ki pa danes je poznano še posebej po svojih industrijskih ruševinah. Mesto mislim, da je še zdaj, ne, tukaj ima sedež veliko teh avtomobilskih firm, ne, od Forda do General Motors, pa mislim Chevrolet, Chrysler, ne. Tako zato ima ime oziroma vzdevek Motor City, ne? Tako avtomobilsko mesto. Ja, eno, tako sem vstopila v mesto. Tukaj je bil drugačen občutek, no, kako ne to povemo, se začuti to krizo, ki je tudi, ko delatela to mesto, ne? Zelo veliko se sreča brezdomcev, ljudi, ki pač res težko tu preživljajo vse, no. Tudi na avtobusnih postajah deluje zelo tako. Mislim, mene iskreno to ni motilo, bolj me motilo v Chicago gledati te družbene razlike, ne, med različnimi predeli mesta, ampak tukaj pa pač težko videti ljudi, no, kako trpijo in kako si morajo pač preživljati danes iskati zaposlitev, ne. Ja, ampak na eni strani so videla recimo ljudi, ki so komaj preživljali se iz dneva v dan, na drugi strani pa take, ki so razsipniški in pač zapravljajo stvari mislim, denar za take dogodke, ki so jih ta drugi recimo nikoli ne bojo mogli udeležiti. Ja. Vsi so tako zelo odprti, ne, ekstravertirani, ampak zanimivo, da pri teh drugih belcih, recimo, ki nimajo težav tukaj, je to neka tak stvar vsakdanjega, da se sploh na to ne opazijo. No, do tebe je igralo tak prijazen odnos, no, se pogovarjajo s tabo, to small talk, čeprav pol metra stran nekdo prosi dejansko za denar, pa vidiš, da mu je težko, ne. Pač malo je tak, no, se vidijo razlike, pa tudi na javnih prevozih, recimo, tukaj nam ni sprejelo bankovcev, recimo, ne, javnih prevozih ima voznik, na avtobusu in nam je voznik dejansko podaril dnevni karti in je rekel, ne raje prišparavate denar, pa komu polepšamo dan. In potem nam ostalo še tudi zunaj avtobusne postaje, ki je bilo bliže najni nastanitvi. Tako da ja, pa sem bila tudi, mislim, poleg 2 ljudi na avtobusu tudi sama, ne, na tej liniji. Tako da jaz sem se počutil tukaj sprejeto, oziroma res, kako na nek način rečem, da nisem počutil te hude nevarnosti, ampak bolj to zgroženost, kakšno težko življenje je tu za večino prebivalstva. Čeprav še vedno radi govorijo, da duh Detroita še vedno živi, ne, Spirit of Detroit lives on. Kot sem videla, ja, vedno bolj tisti sloj prebivalstva, ki se dejansko lahko uživa, nima večjih težav tukaj, ampak ja, to se vidi skoraj na vsaki ulici, ne. Mi smo bili takrat, ko pa bejzbol tekma, ali je bilo ameriški nogomet? Ameriški nogomet, ja. Ja, in takrat je bilo pač mesto dejansko polno, ne, vse tistih polno navijačev. Ja, kaj so že vse počeli na parkiriščih, no, ko so prišli
Ja, s temi svojimi poltovornjaki so se pripeljali na parkirišča pred stadionom ali pa pač tako v mestu in so si dali tja spredaj en grill, televizijo preklopili, neke igre so si tam zunaj postavili, pač cel dan uživali in pričakovali tekmo. Vmes pa so se tudi s takimi prevoznimi sredstvi pol vozili in ne vem, zdaj bi lahko rekli neka potujoča pivnica. Ja, so bili res tako, to je njihova kultura, ne, te športne dogodke, ne. Ampak res, da si televizijo prineseš na sončen dan, na parkirišče, pod to zložljiv šotor, oziroma to streho, pa grill, pa vse to, pa to dejansko vsak, ki pride tam, ima svojo televizijo, res zanimivo, mislim, to je potrošniška družba. In to še nekaj fotografij teh znamenitih stavb znotraj v downtownu Chicago, v downtownu Detroita, pa gledališče Fox Theater, ne. Evo, in večina teh stavb ima takšne te elemente staroselcev, ne, ja, v teh portalih, Art Deco pod portalih, no, vhodih v stavbo. Tako to je zanimivo. Evo, to pa je ta General Motors Center, ne, pač distrikt z večjimi stolpnicami, ki pač vsega to podjetje. In tak še zgled pogled z nabrežja. Na drugi strani pa je pol Kanada, ne. Ja, ker tudi pod Detroitu spodaj poteka tunel, mejni prehod, ne. Mislim, sem tudi reče Windsor, ne, če se ne motim. Oziroma Windsor soseska na kanadski strani, kjer poteka ta mejni prehod. Ker tukaj dejansko to reka, oziroma ta del jezera se tukaj steka, ne. Reka Detroit je v bistvu, ki loči mesto Detroit od Kanade in se čez reko, če ste čisto ob reki, se vidi kanadska zastava in ja. A tu so pa še taki zanimivi kipi na nabrežju, en je ta The Fist, kot da bi nekdo dal kepico. Ampak ga udaril. Ja, ampak na tem desnem pa lahko ti kaj poveš. Ja, to pa je ta kip ne predstavlja ta Spirit of Detroit, in to je bilo v času tega vrhunca Detroita, ne, na vrhuncu gospodarske rasti. Ta kip je bil dejansko narejen v Oslu in je pripotoval v Ameriko. To je zdaj simbol mesta, recimo, ne, ampak tega biti pod obnovo, tako da smo pač komaj dobili kakšno fotografijo tega kipa, to je večji kip, kot zgleda na tej fotografiji, ne. In ja, predstavlja to neko rastoče mesto. Ja, in to še ta stadion. Ta stadion je bil za bejzbol, ne, če se ne motim. Ta pa je bil za bejzbol, ja. Ta levi pa Little Caesars Arena, to pa je NBA stadion, ne, oziroma NBA arena za klub Detroit Pistons. Tako da žal so bili vsi ti stadioni zaprti, ker še ni bil uradni začetek NBA sezone. Tako da v nekaterih mestih sva prišla v NBA trgovino, kaj kupila, drugače pa je bilo večinoma zaprto, ne. In tu še pol tem soseske na obrobju Detroita, ki pa so seveda večinoma bolj delujejo prazne, te tipične. Vse hiše imajo, kako bi rekla, zabarikadirana okna z nekimi lesenimi deskami, teda nimaš občutka, da kdo dejansko živi tam in so ulice res prazne. Kdaj se kak avto mimo pripelje, da sem imela kar neprijeten občutek, ampak spraševala sva se, zakaj je toliko ljudi zapustilo take soseske. Pol se to občuti, ne, ko preberemo, oziroma smo se učili pri zgodovini ali pa podobno, ali pa smo brskali po spletu, pa v katerem filmu zasledili, ne, to se vidi pol to, ko se to gradilo, pa dejansko več doben tukaj ne more živeti, ne. Večina hiš, tudi če zgleda na prvi pogled še nekako, da stojijo, ne, so pol znotraj tudi zapuščene. Ampak več od teh ruševin pa se tudi nismo podajali, ker smo imeli tukaj ne dosti časa, mislim, en dan sem bila tukaj, prespala smo. Živela smo v enem zanimivem hostlu, dejansko v takem krožek, je bilo zelo fajn, no, taki botični hostel. Ja. In potem smo se potobali en izmed teh kazinoja, ki tudi v takšnem predelu postavljen, sredi takšnih velikih pač pomembnih prometnih koridorjev, kjer se pa ves tu pa tam, kjer je hiška, nekaj tak deluje zapuščeno. Pa veliko teh gromozanskih stavb, tudi ta bivša železniška postaja, ki deluje, ki dejansko, mislim, da še je zapuščena, oziroma imajo namen ponovno dejansko ustvariti neko novo vsebino v njej, no, ampak ja. Tu se vidi ta duh avtomobilistični mesta. Ja, tako da mislim, da se pravi tudi prvi komentar. Ja, to je verjetno tudi to razlog, zakaj zabarikadirajo, ne,
okno, tako kot je povedal gledalec Andrej, da se pač brezdomci ne naselijo, ne, takšnih. Je pa res, da pač se na drugačen način morajo reševati to problematiko, ne s tem, da to je kompleksna težava, ampak je fajn, da se dejansko tudi odpravi v takšnem mestu, da se to doživi, vidi. Ne samo ta blišč, oziroma ta blišč, ki je bil in kaj je posledica tega, ne. Evo, in potem smo se odpravili dalje, še eno industrijsko mesto, to pa je Toledo. To pa ni več, pač Detroit je bil, v Michiganu, ne. Zdaj pa smo šli v Toledo, to pa je v Ohio. Ampak to ni španski Toledo, logično, to je ameriški Toledo, ne. Španija je tudi Toledo mesto, ampak ja. In to je še ena stvar, ki smo jo opazili v Ameriki, da je zelo veliko mest poimenovanih po nekih evropskih. Recimo London je bil, pa zdaj se ne morem več spomniti, ampak res sem se nasmejala, ko smo se vozila z avtobusi po teh cestah, da imajo kar ta evropska imena si sposojajo. Springfield je, rečemo to njihovo ime, Springfield, ne, ampak vsaka država ima en Springfield. Pol pa res koliko Londonov je, koliko je takšnih in podobnih imen, dejansko po evropskih, ne. York, New York, mislim, kakorkoli obrnem. Kjerkoli ime, ki boste ga zasledili v Evropi, mogoče bolj v angleško govorečih državah, oziroma tam, ki je pač angleščina nek splošno govoreči jezik, ta imena so tudi v Ameriki, no, za mesto uporabljajo. Evo, Toledo, spet mogoče nekaj industrijske dediščine, tu smo našli neke lepe primerke, kako so uredili ta nekoč deponije, no, oziroma industrijsko onesnažena območja v parke, ki dejansko so kar privlačne. Prvi tu smo se zjutraj sprehodili, ko so prišla z avtobusom sem pod tem velikim mostom. No. Ja, mogoče se na tisti sliki se mogoče videlo samo to, če daš nazaj, s kakim nahrbtnikom sem videla potovala po Ameriki. Videla so vse svoje stvari zložila v en taki malo večji šolski nahrbtnik, da je šel noter v ročno prtljago. Ni bilo več tistih velikih popotniških nahrbtnikov, ampak samo taki mali. Ja, res smo se pripravljali, preveč opremo takšno, ko se hitro lahko opere na roke, pa posuši, lažje zloži in tako naprej, ne. Hrano smo tudi poskušali imeti kaj z nahrbtnika, če bilo v Ameriki malo drugačno, ne, so pripravljali naprej hitro, ampak tudi zaradi letala, zato da nismo plačevali dodatne prtljage, ne. Imela sem prvo namen pustiti del prtljage v Chicagu, da se vrnemo tja, pa poberemo, ampak nam niso pustili za toliko časa, pa sem pač s sabo nosila in dejansko smo prišli lepo skozi. Optimalno smo pakirali, bi lahko rekla, ne, tako po vojaško, vsako majico posebej zložili in tako naprej. Evo, in tudi, zakaj smo Toledo obiskala? To je ena posebna soseska v Toledo, ki se reče Old West End, iz teh starih viktorijanskih hiš. In to je ena takih večjih zgodovinsko ohranjenih sosesk, vzhodno od Mississippija, ne, če se ne motim. In ja, spet tako deluje kot neka filmska lokacija, no, kot so ameriški seriji filmov. In tukaj smo se sprehodili iz te, lahko rečemo, elitne hiše ogledala. Pa taka mirna soseska, drugače, no. Se pa mislim, da se nahaja 3 km izven centra. Ja, tu smo videla prvič tisti rumeni šolski avtobus, ki je tudi v vsakem filmu ali pa seriji. Ja. Evo, nekaj teh hišk, no. In tu najna fotografija v tem Old West Endu. Pa v Evropi res... obisk, ne, tega okrožja. Ja, ker v Evropi res redko kje vidiš take hiše, sploh ne vem, če. Tu pa je res tak na kupu, jih je 25 ulic, mislim, da ta četrt obsegate, da lahko hodite, raziskujete po dolgem in počez. Ampak delujejo take, kako bi rekel, lahke hiše, ne, kot da samo lepenka, njihova stena dejansko. Ker mi smo bolj kasneje v enem mesti bivala v takih hišah, ne, v sobah, v okviru nastanitev, tako da smo doživela tudi takšne hiše. Ja, pa kaj je zanimivost, ne, zelo res se pohvalijo, pa so zelo govoreči in tudi v smislu politike, ne skrivajo teh svojih političnih prepričanj, usmeritev, kakorkoli, koga podpirajo, boste videli takoj pri potki na zelenici, znak postavljen, ne, ali je to Trump, ali je to Kamala Harris, no, tako da ja, tega ne skrivajo, tako da vsako zgodbo okoli tega ustvarjam, ampak ja. In potem smo se pravi v Cleveland, evo. Tudi. Ja, Cleveland je imel tako posebno mesto na najnem potovalnem seznamu, prav zato, ker je tu zelo velika oziroma največja slovenska skupnost izven našega ozemlja in na področju Amerike. Ampak to bomo pokazala proti koncu, ne, boste videli, ko smo obiskala dejansko ta košček, naš košček, bomo rekel. Evo, prvo, Cleveland, ko smo prej omenjala,
to je taki Playhouse Square, kjer se tudi igre Tukaj, odvijajo, gledališke. tukaj sem midva v bistvu bivala, v Mhm. enem nebotičniku, je pa to taka dolga ulica s tremi zelo znanimi gledališči, podobnimi takimi, kot so v Chicagu. In tako kot je Tilen že prej povedal, so tu vstopnice dosti bolj poceni, ampak za isto predstavo v bistvu manj plačaš. Poleg te gledališče so še pa tudi neki drugi bari in pa take lokacije za zabavo. Tudi po noči je lepo se sprehoditi tu. Omenili so nama tudi, da se velikokrat tukaj, lokalci smo omenili, da se velikokrat odvijajo tudi primere teh predstav, ki pol zaidejo v Broadway in kam drugam. Tako da, ko tukaj vidite pred vsemi te predstave, pa preko je Teja povedala, da smo bivali v tej nebotičniki, v dobenem luksuznem hotelu nismo bivali, če vas to zanima. Imeli smo eno stanovanje na kraju, ampak res presenetilo glede na ceno, da smo dejansko imeli pol ta razgled, da smo te bila v enem takem nebotičniku v centru mesta. Ja. In še nekaj fotografij. Pet tu taka vrtoglava arhitektura. Ja, desna stavba, to spominja mogoče na Empire State Building v New Yorku, ampak to mislim, da stavba neke posebne banke, zavarovalnice, se ne vem točno. Na levi sliki lahko vidite. Ja, to je en glavni trgov v Clevelandu, ki predstavlja to zakuliso Clevelanda. Res je. To pa je še ena taka vibrantna četrt oziroma ulica z restauracijami, botičnimi in mislim, da je celo to blues klub. Se to je več takih klubov, mislim, ko so ista veriga, ampak to je glasbeno mesto, Cleveland ima identiteto takega glasbenega mesta, in v naslednjih fotografijah boste videli, zakaj. To je en podobno umetnik, lokalni, katerega sem brskal, ne vem, če so to njegova morala, uradno tega nisem ugotovil, ampak tudi en podoben nekakšen clevelandski Banksy, Human Race, ki dejansko ustvarja tudi take zanimive morale po mestu, tako tudi to lahko se odpravite na kakšen poseben lov po mestu. Pa to še pa ti mostovi, ker tudi ti mostovi tukaj je tudi tak industrijski del, in te dvižni mostovi, ki se dejansko dviguje celoten most, kot dvigalo. In smo tudi srečali, kako je ena velika kontejnerska ladja prišla in dejansko se ta most dvigoval, ampak nimamo že tukaj zdaj te fotografije in pa posnetka. Ampak ja, veliko mostov dejansko je v tem mestu takšnih velikih, tako da ja, evo recimo pogled na to. In ko sem prej omenil, da je glasbeno mesto, seveda sem moral obiskati torej hišo slavnih, rock'n'rolla. Ja. To je res, da se glasbene navdušence glavna znamenitost. Ja, se nam priporočajo, kljub temu, da je malo dražja vstopnina spet nad $30, se nam priporočajo obisk, če ste ljubitelji rock'n'rolla, boste videli, koliko stvari pomembnih umetnikov, bom rekel, je tukaj stranjenih, pa te nagrade, ki so dobili, oziroma, ko so bili vpisani v hišo slavnih. Evo, če začnemo, mislim, so še bili vsi tisti utemeljitelji, oziroma začetniki rock'n'rolla, še pred Chuck Berryjem in tako naprej. Prišli do Elvisa, recimo, pa njegove stvari, ne koliko njegovih oblek je bilo tukaj razstavljenih. Ja, tu od Rolling Stonesov do te John Jeff in mogoče najbolj poznan izmed teh slik je pa ta kostum od Michaela Jacksona, ki ga je nosil v videospotu za pesem Thriller, je tudi tu recimo noter shranjen. Pa ta spet od Michaela Jacksona obleka levo zgore, ki je imel na podelitvi Grammyjev in pa njegova rokavica tam v sredini, ki jo je nosil. Tukaj desno zgore so pa čevlji od Freddieja Mercuryja, ki pa so edini artefakt skupine Queen v tej hiši slavnih, kar se nam je zdelo pač malo tako čudno, zakaj so samo tega dali, pa potem so ugotovila, da so to njihovo kolekcijo, zbirko v bistvu predstavili nekam v Združeno kraljestvo. Ja, nismo mislim, od Queenu bi pričakovala, da bo veliko artefaktov, vseeno so bili pomembni v tej vrsti glasbe, ampak pač načeloma ni bilo, pa smo pobrskali, zakaj ne, ker so vsi glasbeniki imeli kar ne samo enega artefakta, mislim, Michaela Jacksona smo srečali v večjih nastropih, oziroma res ne vem, koliko njegovih stvari je bilo tukaj razstavljenih. Ja, spodaj pa še tu desno sem bobni, recimo bobni skupine Metallica. Evo. In jaz kot
velik ljubitelj Bon Jovija, Bon Jovi skupine. Sem glih imel to srečo, brez da bi sploh dejansko to pogledal. Sem ugotovil, da ima v najvišjem nadstropju tudi razstavo ob izidu novega albuma, ne, Forever. In seveda to za mene je bilo res posebej doživetje. Ja. Tako lepo presenečenje. Kar nekaj časa sem užival v najvišjem nadstropju, tako da sem se držal kar veliko časa v vrhu te piramide, tega muzeja. Ja, evo, še od Bon Jovija, od Bon Jovi skupine, dejansko benda. Rekel artefakti, sveti artefakti. Res. Evo, to sem moral pokazati, ne. To kitaro reči Sambore in tako naprej. Evo, res neverjetna skupina. No. In gled smo naleteli njihovo razstavo. No. Evo, in potem smo šli pogledati te vpise v hišo slonih, če se ne motim. In mislim, da mora miniti 25 let ali še več, preden ko ti dejansko narediš nekšen pomemben preboj oziroma na področju rock'n'rolla, pa sploh glasbe, da te pol vpišejo kasneje v hišo slavnih, ne. Ni to z danes na jutri, ali pa mislim, tako, no. Prav poseben dogodek priredijo ob tem, ko nekoga sprejmejo neki koncert in ta največja imena so dejansko v Clevelandu potem nastopala. Je vse pol, če gledam tudi skupina Bon Jovi, mislim, da nekaj let nazaj, ko me sprejeta, ne, v hišo slavnih, ne, in to z danes na jutri, oziroma da bi se podelil kot Oscar, recimo, tako v tistem letu, ne, za najboljši film, pa kaj to se pač res traja leta, preden se jih piše dejansko. Mislim, da so 3 različne vrste nagrade, no, ki se dobijo, ampak dobi se pa tak ekip, ko vidite na desne slike zgoraj, ne. Ja, to je tako Grammy, ne, skoraj. Oziroma. Ja, kar velika pohvala. Tukaj sem pa gledala ploščo. Mislim, da smo gledali gramofona. Ampak ja, to je bilo pol v trgovinici, kjer pa so tu spet cene za solenje, tako temu primerno. In, ja. Evo, in za na konec smo se pač obiskala Slovenijo, ne? Na en dom, stran od doma, ne? Ja, točno tako. Slovenski narodni dom je bila torej postojanka, tudi nekaj kilometrov izven centra mesta. Ta Slovenski narodni dom, to je novejši dom. V ozadju bomo pokazali tudi sliko, kasneje v ozadju se nahaja stari dom, ki je bil pač ni več dosegal dovolj kapacitetno za vso populacijo, ki se tukaj pač, ki je gostil vso skupnost, zato so zgradili tega okoli njega. In tukaj danes tudi muzej in arhiv slovenski, ne, v njem, tako da v obisku tukaj vas bodo sprejeli tudi Slovenci, bomo to razkazali. Midva sem imela to srečo, lahko kar ti poveš, ja, kar se nam je zgodilo. No? Ja, videla sem se najprej z avtobusom pripeljala iz centra mesta. In kako sem vedela, da se približujemo temu narodnemu domu, je bilo, da so se ob robu cest začeli pojavljati napisi Smrekar, Hardware Store, Šeliga, Drugstore in taki napisi in so bila čist, Pol sem bila čustvena, zato ker tako daleč stran od doma vidiš kar naenkrat slovenščino na takih stavbah. In pol sem se sprehodila do te stavbe Narodnega doma in jaz sem tam okoli hodila. Tam so bila ena vrata, ki so vodila v ta muzej in sem malo gledala noter, ker sem videla, da so neki ljudje tam. Nismo videla, če je odprto ali ne. Ja, nisem bila prepričana, če naj greva not ali ne, ampak sem bila tak, glej, enkrat sem tu, bomo pa te probala in dejansko je bilo zaklenjeno, ampak se nam potem odprli. In pol se začnejo z nami v angleščini pogovarjati, kako sreča imamo, da so zdaj oni tu, ker to drugače ni odprto, ker za njih pripravljajo novo razstavo. In pol so mi rekla, ja, po angleško sicer, ne, ampak mi smo dejansko iz Slovenije in pol so ugotovili, da so tudi oni bili Slovenci in pa so začeli pač malo o tem pogovarjati, kako naključje, zdaj to, da smo se pač lih na tisti dan, ko so bili oni tam, da se Mira tudi tam odločila to obiskati. Vprašali smo, kako pa to, da ste prišli obiskati ravno naš muzej na arhiv in smo rekli, ja, mi smo Slovenija, mi to zanima, res? Začeli pogovarjati s predstavnik tega narodnega doma. V njegovi prisotnosti pa sta bili tudi dve, mislim, kostosini, če se ne motim, iz Ljubljane, tako da smo vsi bili dejansko na nekem ali poslovnem ali pa takšnem osebnem potovanju, no, tukaj. In kljub temu, da pač je ta gospod imel pač delovno, vse na prostovoljno popeljal hitro po Narodnem domu in muzeju in so si pogledali to znano halo, no, kjer poteka prireditve. Tukaj vidite na levi strani to stari Narodni dom slovenski, ki je tudi umetnik Gaspari ustvaril sliko, ne, prav za skupnost Slovencev, ki predstavlja vse te pomembne osebnosti zgodovinske Slovenije.
Tako da ja, pa še Drugače- najpomembnejši artefakt, ne? Ja, Ki ga v hranijo muzeju, no, v A je muzeju tukaj še? drugače, Ja, ne? ja, seveda, v muzeju je drugače veliko razstav različnih, recimo Slovenci v vesolju je ena, pa v Primožu Trubarju je ena razstava. Najpomembnejši artefakt tega muzeja je pa rokopis Franceta Prešerna, ki ga je s katerim sem bila komunicirala. Mislim, da so dva rokopisa, ne? Ja, v bistvu so dva dveh ja. Prešernovih pesmi in jo tako hranijo v taki vitrini noter in je to največji ponos. Ker se je v bistvu v Clevelandu našel ta rokopis. En Slovenec se je preselil, ki je imel v lasti ta rokopis, se je preselil v Cleveland in ga predal temu. Ja, ampak nekam ta dva rokopisa so dejansko podpisana s strani Franceta Prešerna, ne? In predstavljate torej, zakaj sta bila podpisana kot nekakšno darilo, da je to nekomu posvetil, no? Ker to je ena izmed oblik teh njegovih pesmi bila, ne? Tako da ja, to je pomembno odkritje bilo v Clevelandu, no? Tako da še to. In tako zgleda, evo, ja, pa kurentovanje. V Clevelandu tudi zelo pomembno, zelo znano. So povedali, da med Američani vse bolj priljubljeno. Tako da ja, se vse več ljudi zgrinja sem v pač res gnečah in opazujejo, pač pridejo na ta festival, lahko rečem. Tukaj nimam slike, drugače tudi v kuhinji znotraj tega narodnega doma pripravljajo slovenske jedi, ne. Tako da, kljub temu, da to še ena redkih teh skupnosti dejansko, v Clevelandu dejansko se veliko dogaja, no. Veliko ima teh delavnic, se veliko se organizira, to so zelo aktivni, no. Tudi na družbenih mrežah lahko spremljate, ne. Je pa po najbolj optimističnih napovedih je v Clevelandu okoli 100,000 Slovencev oziroma potomcev Slovencev, po tako bolj pesimističnih pa jih okoli 30-40,000. Ravno smo te bila na vprašanje Ksenija. Je pa so pa nam povedali, ne, da zaradi službe so razpršeni ni več taka skupnost, kot nekoč bila, ne, so razpršeni po celi državi, ne. Ja, pa zelo malo jih dansko še govori slovensko. Ja, se nove generacije več ne naučijo jezika, ampak vseeno ohranjajo s temi nekimi dogodki, vseeno ohranjajo to povezanost. To je zelo težko imeti, to tako relativno, ampak pač ja. Se pa pravim, vse več logično, vse več Slovencev, ne pravimo tukaj, ampak v tej skupnosti pa javno, tudi so to optimistične številke visoke. In potem smo še obiskali ta slovenski park, ne, malo naprej, po isti naprej. In tudi, tudi še ena cerkev je slovenska tam v bližini Narodnega doma, te si pa niso šla pogledati. Ja, blizu Smrekar Hardware Store, pa Čeliga Drugstore, no, tako sem vam povedal, da tam tudi prodajo Argeto, ne, če se ne motim, pašteta. Tako da lahko slovenske proizvode tudi mislim, da dobite. Tako da predlagam, seveda, če v Clevelandu običite, ne, slovenska skupnost. Mi smo takrat šla nekaj dni prej, ker smo v Clevelandu 3 dni, ne, prednje je bila ta petkova otvoritev razstave ali zabava, karkoli, no, tako da smo glih zamudila, da bi se danes še tam bolj lahko družila s sorojaki. Ampak so tako pred vsemi ostalimi lahko pogledali. Ja, res. Drugače ne bi mogla, če ne bi bilo tam, ne bi mogla stopiti v muzej, ker res ni tako odprt kot ostali muzeji. In tu je pač eno izmed teh jezer, pač eno jezero, tu Cleveland je potem jezera, eno izmed teh velikih jezer. Na začetku nisem imela ta velika jezera, predstavlja 20% celotne sladke vode na planetu, ne. Prej smo že videli, kakšno Michigansko jezero veliko, ne, kot je Teja povedala. No, to pa to jezero, to je Rijejsko, ne? Ja, Rijejsko. Ja, to je, mislim, najbolj plitvo izmed tistih. Tu smo tudi kopala. Mislim, jaz sem imela to srečo, da bo temperatura nonstop okoli 29 stopinj od zunaj, no. Ta voda še bila kar topla, no. Tako da smo uživali. Seveda to ni za neke, ne vem kako lepe plaže, ampak vseeno, ne, uživali smo. Tudi kasneje smo se v Chicago kopali, tako da, ja, smo pustili to jezero. Je pa to jezero veliko po površini, samo malo več kot ena Slovenija. To pa samo kot ena Slovenija, ne. Ja. In to še en simbol Clevelanda, to so pa taki guardiani oziroma varuhi transporta in rečejo tudi v art deco stilu. In na enem mostu, torej so na vsake strani 2 kipa, ki imata pa vsak 2 strani, teda 8 strani in vsak drži eno transportno sredstvo. In kot prikaže razvoj transportnih sredstev, od kočije pa to bolj do različnih vrst tovornjakov, no in tako naprej. In pač to je simbol, veliko boste videli tega guardiana in boste sprašali se, kaj pa je to pomen tega, ne. In v tem stilu, tak art deco stilu, no, tak je mogočni ta steber, no, pilot predstavlja kot nekega varuha, ne, mogoče nekako antično kulturo spominja, ne, ja, se jih tu bojo postavljati, da to je simbol Clevelanda in tak še pogled na Cleveland, no, z druge strani.
Iz tistega Kljub temu, da je mostu, ne? veliko mesto, ja, z tega mostu, Mhm. kjer so Guardiani. Čeprav je veliko mesto še vedno ni tako kot Chicago, ne, ampak ja. In to še eno, to je bila ena zgodovinska stavba, ki je dejansko noter običajna trgovina, ki lahko kupite zanjavo, druge proizvode, tako da, ja, tako izgleda, no, ena izmed zgodovinskih stavb, kamor so tudi trgovine dali noter. Tukaj so slaščice v tem obdobju, na desni sliki, na tem območju pod kupolo. Ja, no, in tako smo prišli do konca prvega dela najnega popotovanja po ameriškem Midwestu, torej po Chicagu in Midwestu. Prihodnjič smo podali še po ostalih prestolnicah drugih zveznih držav, do St. Louisa. Obiskali bomo posebno mestece na poti Route 66. Postali bomo domače mesto Abrahama Lincolna, njegovo resno hišo. Tako da tudi Chuck Berryja bomo obiskali. Tako da ne zamudite prihodnega dela, katerem bomo govorili več o dogodivščini, tudi kulinarične posebnosti bomo prikazala, pa tudi kje vse danes, ko smo bivali, v katerih hišah, kaj se smo na poti obiskali. Tako da, ja, zdaj glede nagradne igre, kot sem prej povedal, nagradno igro, torej vprašanje za nagradne igre se glasi, torej katero sladico so predstavili na svetovni razstavi leta 1893, ki je bila izumljena v hotelu Palmer, in to je po naše rjavček oziroma brownie, zelo poznana pač sladica, no, neka vsakdanja. Tako da to na spletni na e-pošto popotniškega združenja pošljete torej to geslo, vaše osebne podatke, torej naslov in številko majice, in ste lahko izžrebani za to, da prejmete brezplačno popotniško majico na dom. Tako da ponavljam, do jutri do 12 imate čas, da torej pošljete na e-poštni naslov popotniškega združenja geslo, brownie in dejansko vaše osebne podatke, zato da ste lahko sodelujete v žrebu za popotniške majice, popotniške združenja. To je to za danes. Zahvaljujemo se vam za pozornost. Oddaja, ta del bo objavljen kot YouTube posnetek na profilu popotniškega združenja, pa v obliki podcasta na temu namenjenih aplikacij, tako da lahko poslušate tudi za nazaj in si gledate oddajo. Do naslednjič, veliko potujte in se vidimo v nadaljevanju, tako da lepo bodite in bon voyage.